gom pa tih To je pogoj, da tudi če imaš ti še tak VO2 max, če ti nisi samozavesten na kolesu, pa da se kolesa bojiš, boš težko karkoli dosegel. Niso vse samo vati pa moč, so tudi neki ostali faktorji, ki so zelo pomembni, da se pozablja se prav na to, da koliko je pomembna tehnika, taktika in vse ostale stvari, ki pač pridejo zraven. Pač res imamo lepo kle, to mogoče včasih kar pozabimo. Preden začnemo s podcastom, lepo vas prosim. En gumb je na zaslonu, kjer piše naročite se, ponavadi je rdeč. Prosim, kliknite ga, tako klikneš z miško ali na telefonu, pač klikneš na gumb in se naročiš na kanal. To nam bo ful pomagal in res sploh vam ne znam povedati. In lahko klikneš še like, to je en drug gumb in pol, ko boste kliknili recimo naročite se, boste dobili vsak teden, ker se midva zelo trudva, boste dobili vsak teden nov video, kjer ga boste lahko pogledali. Nama to veliko pomeni in zato vas bi vse prosil, da naredite to, vas nič ne košta. Tako da ja. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Torkovega pogovora. Danes se spet zahvaljujeva, ker je z nama Blaž Debevc, ki je dolgoletni že kolesarski trener. In res hvala, da si vzel čas za najodva. Ja, hvala tudi z moje strani. Pa danes bo res zanimiv, ker sta oba dva kolesarja, tako da boste imela o čem zagovoriti. Zdaj pa kar te predajam besedo. Ja, okej. No, vse se začne na začetku, Tako da, ne vem, najprej gledalcem tako povej, kako si ti začel tako z kolesarjem, ne s trenerstvom, ampak tako. Najprej bi se tudi zahvalil za povabilo, vas spremljam že kar nekaj cajta zdaj. Mi je všeč, kako ste zadevo zastavili in upam, da boste še naprej vztrajali. Hvala. Samo tako dalje. Zdaj pa, če gremo na vprašanje, kako sem jaz začel sploh s kolesarstvom, oziroma kako se spomnim teh začetkov. Jaz mogoče nisem tista zgodba, da sem se iz prve v kolo zaljubil. Ne izhajam iz neke športne družine, starša sta bila aktivna, ampak nikoli pa tako kot tekmovalno sta nas z bratoma sta nas vzgajala v takem nekako aktivnem duhu. Smo hodili na neke take kolesarske izlete, katere sem jaz sovražil kot otrok. Jaz tista. To ne vem zakaj, ampak nekako mi je bila to muka, zakaj bi šli s kolesom na Bled, če gremo lahko z avtom, tako, take stvari, tako da malo sem bil kar lenuh kot otrok, pa na eni točki se je pa pol v bistvu vse to nekako spremenilo, takrat, ko me je v bistvu Miha Koncilja odkril, tako kot Pogačarja, sicer težko to zdaj enačimo, ampak na isti princip, se pravi, on je izvajal testiranja po šolah, zato, ker takrat je malo težje bilo dobiti kolesarje, kakor zdaj, smo se mogli kar malo, kako bi rekel, boriti so se mogli, da so mladi začeli. In na tak način, se pravi, je izvedel kar neko testiranje, tam med uro športne. In tisti nekako najboljši so pol dobili povabilo za klub, takrat med temi sem bil tudi jaz. Takrat se je pa pol v bistvu začelo, sem prišel v ta proces treninga. Od začetka je bilo zelo težko, ampak pol se je pa v bistvu nekako začelo vse naprej razvijati. Ja, zanimiv, ker pri meni je isto bilo, Isto? Ja, čisto isto, jaz sem sovražil in pohodil hribe in s kolesom kamorkoli, to je bilo meni. Zdaj pa samo to počnemo. Zdaj pa samo počnemo, Jaz ne. Ja, počneva, midva. Ampak kdaj si pa tako, začel si tako bolj s kolesarstvom, hobi in to, pol pa enkrat je prišlo to, da bi tudi tekmoval, A to je bilo že iz začetka, takoj tekme, ali niso še prišle pol kasneje? To je bil nek tak čuden splet naključij pri meni, ker jaz sem imel takrat, se pravi, ko sem začel trenirati, sem bil star 12 let in jaz sem imel takrat isto kil, kakor sem jih imel pol tudi v članski kategoriji, se pravi, takrat sem bil kar dobro grajen, bi temu rekel, In res tisti prvi treningi, tako ko pomislim za nazaj, so bili res matranje, takrat ni nobenega ujčkanja bilo, te bomo čakali, prilagodi se ti skupini ali pa pač pojdi po svoje, In pol pa toliko cajta grizeš, dokler ne slediš, oziroma dokler nisi vsaj približno zraven, in to so neki pač taki majhni cilji, ki si jih postaviš, se pravi, najprej to, da si sploh zraven,
ampak pač se ne smeš tem zadovoljiti, a ne pol si gradiš v bistvu nekako naslednje cilje. No. Tako da, ja, jaz sem v bistvu kako bi rekel, prve dirke, ki sem jih imel, so bile pač borbe za preživetje, a ne. Se pravi, jaz sem že po parih krogih nazaj gledal, kdaj me bo ta prvi kolesar ujel za en krog, a ne. Sploh enega zelo močnega kolesarja smo imeli takrat v generaciji, ki nas je kar pogosto rundal in to so bile te nekako moje prve dirke. Katera je pa bila prva dirka, če se spomniš? Prva dirka je bila velika nagrada Grma oziroma kriterij Grma v Novem mestu. Tak ful dober krog, tam sem pol tudi prve stopničke osvojil pri starejših mladincih. Tak v bistvu kvadrat, malo spusta, malo klanca, šprint v klanc gor. Tako da ta dirka mi je pol v nadaljevanju kariere zelo ustrezala, takrat pa ja, vem, da sem se kar matral. Ja, verjamem. Sem ta pojav, ki si omenil, da prideš v skupino, pa so ful boljši od tebe, pa se matraš, pa to je bilo isto, ko sem videl začela kolesariti. Sej je približen čakal, jaz sem še vedno bil na svojim limiti, jaz nisem mogel hitreje. Ja, jaz sem cono 2, ne, on pa cono 4. Ja, nekaj je za veterje, a ne, ki se pozna, če se nekom lahko šlepaš, kolesarstvo je en tak šport, da ne vem, lahko greš, tam moraš pa še ena skupina kolo še zmeraj, ne, veliko lažje kot teč. Veliko lažje kot teč, recimo, ne, tako da z tega vidika je to kar v redu šport, ne, ampak ja, je pa mogoče od štarta težko, ampak tako, kot sem rekel, vsakič, ko greš na kolo, je pač malo lažje. Ja, pa zdi se mi tako bolj prijazen šport kolo kot kolesarstvo kot tek, ker je za mišice pa za vse sklepe in to. Ne vem, dan sem šel teč, pa me noge bolijo res ful, ampak tako, kolo sem pa se pa bolj navaden, pa tako. Mislim, mi je boljš. Je boljš, se pravi, če te vse boli, greš še zmeraj lahko na kolo. Ja, ker teč pa ne moreš. Teč ne moreš, a ne, tam je vseeno drugače, ampak jaz pri sebi opažam, da glih zdajle mogoče v zadnjem letu, da so te, ne vem, jaz sem 2018 sem jaz naredil vsak let po 18 do 20 tisoč kilometrov na let in to je zdaj pustilo neke posledice, to, da sem bil samo na kolesu, da sem malo zanemaril vaje za moč pa kakšne druge športe in rataš zakrčan, no. Tako da zdaj intenzivno delam na temu, da postanem spet športnik, ne samo kolesar, no. Kako pa so izgledali tvoji treningi na začetku? Na začetku v bistvu zimski treningi potekajo na podoben način, kakor potekajo še zmeraj. Se pravi, pozimi imamo 2-krat na teden tek na Šmarno goro oziroma po Šmarni gori tek hoja. Nekaj je bilo, se pravi, spinarjev, se pravi, na sobnih kolesih, malo telovadence, se pravi, vaje za moč, fuzbal, take stvari. Pol v bistvu pomlad pa med sezono smo pa začeli s treningi na kolesu, se pravi, tlele v bližnji okolici, tle se zelo veliko vozimo, kakor najbrž vidite še zmeraj, ne, veliko gužve delamo. Ja, tako da v bistvu od dečkov nekako je vse po sistemu igre, se pravi, ni neke strukture pa intervalov, ker majhnega otroka, da ga ti že od štarta s tem obremenjuješ, ni pač, absolutno ni dobro za razvoj, a ne. Tako da najprej res, se pravi, neka taka lovljenja, neka igra, no, na vse možne načine. To je prva stvar, pa v bistvu vsaka kategorija, ki greš višje, postajajo zadeve malo bolj resne, ne, in se pač temu primerno pol tudi trenira, no. Ja, seveda, pač struktura postane nek strukturiran trening, ki ga na začetku mogoče ni, ne. Nekako pride. Tako, ja. Ja, kaj pa si ti recimo iz tega, ki si začel kolesariti, ali pa skozi svojo kolesarsko kariero pol nekako dol ali pa spremenil kot trener pol, ki si se začel z drugimi ukvarjati. Recimo, da ti nekaj ful ni bilo všeč, ki si ti treniral, a si pol to tudi recimo izvajal sam kot trener, ali si mogoče kaj spremenil, pa tako. Mogoče, ko si kolesar, določenih stvari ne vidiš, zakaj so dobre zate, ne. Zdaj, če ti trener teži na treningu, a ne, zakaj moraš ti luknje kazati, zakaj moraš pokazati smer, kam boš zavil, a ne, takrat ti mogoče malo smotan, tako v smislu, kaj mi težiš, a ne. Ampak pol, ko si trener, pa vidiš, zakaj je to pomembno, a ne, sploh na cestah vidimo, so ljudje, vsaj mi imamo tak občutek, da so zmeraj bolj živčni, res je, da pač imamo treninge take ure, ko ljudje lih iz šihta hodijo, so najbrž tako malo bolj
pod stresom se jim mudi domov in pol še mi tam gužvo delamo, je pač res prvi pogoj to, da mi upoštevamo vsa pravila. In ja, take stvari, recimo, pol kot trener opazi, zakaj so pomembne, mogoče se ti kot kolesarju zdijo malo sitne, ampak pol vidiš, zakaj je to tako pomembno. Ja, ampak zato se je pa v zadnjih letih razvil recimo gravel, ki pa hodite tudi tako mlajši, kaj na gravel, gorca pa to, ali je bolj sam cesta? Pa tako, ko sem jaz to treniral, smo zelo veliko na mountain bikah hodili tule po Rašici pa v Pohorajske Dolomite. Zdaj bolj prakticiramo ciklokros, imamo v bistvu v Stožicah kot nek tak poligon postavljen, tudi pozimi. Gremo kdaj tja kakšen trening narediti, sploh takole pred našo dirko v Stožicah, ki jo imamo 26. decembra. To je tudi Pogačar šel. Tudi Pogačar je, mislim, da je bil dvakrat, zdaj za letos še ni ziher, a bo prišel, ne, jaz upam, da bo. Ne, nimam nobene informacije, tako da ampak žal ne lahko vem. bi. Mislim, lahko, vedno je dobrodošel, tako da bom videl, Zanimivo. kako se bo odločil. Ker vem, da je enkrat šel, pa ne vem, če mislim, da ni zmagal. Prvič je, na prvi izvedbi je bil, je Mezgaca premagal, na drugi pa, če se jaz prav spomnim, ga je prehitel Michael Steiner. Ke vseeno je, ne glede na to, pač, kakšen nivo je tedaj, vseeno je ciklokros taka specifika, da če si navožen pa si tehnično dober, se tukaj lahko res veliko razliko naredi, ne, tako da. Ja, saj zato me je zanimalo, tako kot trener, če kaj vključujete še pa kakšne take. Ker za tehniko je zagotovo zelo dober mountain bike, ciklokros, ki jo pa tudi rabiš, malo pa jo rabiš tudi na specialki še vedno, v grupi se peljati pa tako. V bistvu to je pogoj, da tudi če imaš ti še tak VO2 max in vse ostale parametre, če ti nisi samozavesten na kolesu, pa da se kolesa bojiš, boš težko karkoli dosegel. In to tudi ena izmed stvari, ki jo jaz bolj poudarjam, da niso vse samo vati pa moč, da so tudi neki ostali faktorji, ki so zelo pomembni, pa mogoče sploh v teh časih, ke se pogovarjamo samo o moči pa o teh stvareh, da se pozablja se prav na to, da koliko je pomembna tehnika, predvsem taktika in vse ostale stvari, ki pač pridejo zraven, ne. Ja, pol ti kot trener se tudi tako psihološko ukvarjaš s kakšnim, ke trenira, ali je bolj samo tako številke pa trening, plan treningov in tako? Mislim, psihološko, jih izobražujemo na vse načine, ki jih lahko, od neke teorije taktike, se pravi, tukaj govorimo, se pravi, kako se dirka lahko razplete, kaj narediš ob tej pa tej situaciji, čisto take splošne stvari, no. So pa to take stvari, ki jih pol praktično na treningih lahko najbolj se naučiš, Zelo velikokrat naredimo kar neke simulacije dirke, kjer se pač kolesarji znajdejo v različnih situacijah in v situaciji, ke so, probajo pač čim več ven potegniti, Tako da na takih stvareh recimo se najbolj učijo. Drugače pa neka ta psihološka priprava, če lahko temu tako rečemo, v bistvu poteka pred vsako dirko pa po vsaki dirki, Se pravi, da se pred dirko pove neke scenarije, po dirki glede na razplet, se pol pogovorimo, kako je kdo v kakšni situaciji odreagiral, kako bi bilo mogoče boljše, kaj je bilo v redu, kaj bomo drugič naredili drugače, take stvari, Ja, saj, jaz bi tudi tako delal, se mi zdi tako zelo pameten pristop, ampak mene zanima, ke si ti nehal kolesariti, pa si šel v trenerske vode, kakšen je bil ta preskok? Tako, kakšne so bile tako spremembe ali pa kako si se počutil, ker nekateri, ki končajo profesionalno pot, recimo Pogačar, ki jo bo, verjetno ne bo trener, ampak ali pa, ampak tako, pač se upokoji, pa je to neki preskok, vsi pravijo, da je pol to čisto nekaj drugega, nekateri se pol tudi vrnejo. Kako je bilo pa te, pa si kdaj pomislil, da se boš pol nazaj vrnil v tekmovanje, ali je to konec? V bistvu pri meni je bila zadeva taka, jaz tako, kar se tiče discipline, jaz mislim, da sem sploh v tistih zadnjih letih, ke sem bil aktiven kolesar, pač bil na maksimumu, Se pravi, kar se tiče samega treninga, sem res izvlekel, kar se da. Treniral sem sploh pri mladincih,
več kot ostali. Pri meni je bil pa drug problem in to je bilo pomanjkanje talenta, dajmo temu tako reči. Recimo po nekih testiranjih, ki mi naredimo na fakulteti za šport, sem jaz najboljši VO2 max, torej pač maksimalno porabo kisika 68. To je povprečen rezultat. Zdaj imamo fante, Za kolesarje. mislim, dajmo reči za enega tekmovalca, ki recimo, da ima željo priti na nek visok nivo. Zdaj mi imamo nekako, mislim, jaz sem nekako tak kriterij si ustvaril na podlagi tega, kar vidimo na testih, se pravi, če ima kolesar čez 70 porabo, torej pač porabo kisika, je lahko aktiven na dirkah v tujini, torej ne da prije samo sodelovati, ampak da lahko aktivno dirka pokriva, proba iti v beg, potegne za koga drugega, take stvari. Pol pa imamo, se pravi, kolesarje, ki imajo 80 plus, to so pa te kolesarji, ki pol res veliko obetajo tudi vnaprej. Če se seveda zvezde poravnajo, da se upošteva še vse ostale faktore, ki so v kolesarstvu, se pravi, da so z glavo tam, kjer morajo biti, da so tehnično dobri, da so taktično dobri, vse te stvari. No, jaz recimo tehnično-taktično bi rekel, da sem bil dober, kar se tiče treninga, sem bil na maksimumu, je bil pa pač ta omejitveni dejavnik, da mašine nisem imel, dajmo temu tako reči. In sem pač rekel, da vidimo, koliko nese, to bomo probali. Sem bil pa pač zmeraj pripravljen na ta scenarij, da se enkrat lahko zgodi, da pač bo treba nehati, prej ali slej. Tudi starša sta me v to smer usmerjala, da pač sta rekla, da samo treniral ne bom, da bom zraven ali študiral ali pa hodil v službo, da samo pač kolo ni opcija in sem jim res hvaležen za to, da sta me usmerila v to smer, ne da si samo kolesar, pa ti pol ne uspe in pol kar naenkrat ostaneš brez vsega, ker mislim, da je velik problem. Pol je pa v bistvu zadeva šla v to smer, da me je torej Miha Koncilja, se pravi isti trener, kakor me je tudi našel, me je povabil v trenerske vode, torej v kolesarsko društvo Rok, takrat še ni bil Pogi Tim, je bila še Ljubljana Rok, se je takrat imenoval klub. In sem šel potem na faks, tam diplomiral in zdaj delam kot trener, tako da ta preskok v bistvu ni bil tak nežen, dajmo temu tako reči, se pravi, isto sem bil s fanti na kolesu, se pravi, ker se tega tiče, to potrebo po aktivnosti. Torej tega ne pogrešaš. To potrebo po aktivnosti sem zadovoljil. Je pa šele pol vidiš v bistvu, koliko enega dela je tukaj zadaj. Ti, ki si kolesar, pa prideš ob 5 zjutraj v klub, se usedeš v kombi in čakaš, da gremo. Ti, ki si trener, ti si tam 1 uro prej, nafilaš bidone, pripraviš rezervna kolesa, feltne, orodje, v glavnem vse. Na vse rabiš misel. Ja, to, pol si za volanom 2-3 ure, tam cel dan na nogah, če si v konvoju zadaj, pač v avtu, ves ta čas in pol se pravi še nazaj peljati, vse pospraviti. Vidiš pol šele, koliko je enega dela in koliko je v bistvu ti lušten, če si samo kolesar. Ja, tukaj imaš nekaj skupnega s Simonom. Ker on je enkrat letos bil tudi v vlogi, ne trenerja, ampak varuške. Oziroma... Ja, jaz večinoma delam take stvari, ki se laufa zadnji. Pa snema, pa voz avto po najbolj oskih možnih cestah. Moška grapa. Ja, točno to vidim, da veš. Pač se del ni prišel noter v video, ki je bil kriza. Ki je bil kriza, ni prišel, ampak je tudi on ugotovil in sem tudi jaz videl na jasno oči, da pač je tudi to stresno, da si cel dan, da za nekoga skrbiš, da hočeš še kaj posneti zraven. Da je to, kar dela. Ja. To je toliko težko. Da ni samo kolesarjem. Na koncu varno voziti je težko. Ja. Ker si toliko sesut. Ja, je tako. En je igralec, pol pa nekdo zadnji, ki content dela. Ja, in tako da tudi jaz pač to čisto razumem. Mogoče eno leto prej, če bi se pogovarjali, tega ne bi čisto jaz dobro razumel. Pa tudi Simon verjetno ne, ampak zdaj nam je pa dobro. Ja, sem, da pač je kar zahtevno biti tudi trener, ker rabiš na vse pomisliti, ti, ki pa kolesaraš, greš na tekmo, pa čist drugače. Ampak, a še vedno kaj pogrešaš tako?
tekmovanje ali pa kakšno specifično stvar iz tekmovanja, ali tega ni? Od štarta v bistvu sem kar. Mi je manjkalo, no, ker tako no. Recimo, da itak sem bil na kolesu skozi s fanti, da sem bil v neki solidni formi, a ne, ampak nisi mogel se nikjer dokazovati, ne zdaj drugim, ampak sam vse pa ne, da pogrešaš to, a ne, če si se prej cel življenje z nekom nekako primerjal, ja, da si testiral, koliko ti nese, a ne, pa pol tega nimaš, tako malo pogrešaš, no. Tako da pol sem nekaj časa sem ciklokros dirkal, pol tudi malo sem se na grevlu preizkusil, takrat, ko je bilo to v bistvu čisto na začetku, no. Sva bila z enim kolegom, sva bila v bistvu prva kolesarja, ko sva šla na UCI Gravel dirko. A je bil to Matej Zalar? Matej Zalar, Ja. Tako. Sem to zasledil, ja, pa tudi ene dolge ture sta delala. Sem Ja. videl, da si ful bil na grevlu, res. Glih zanj sem pogledal malo, da si naredil 270 kilometrov na grevelu ali koliko. Ja, Nekaj takega. eno obdobje je bil tak, ko sem res Ja, ki je bil s COVID, pa pol ja, malo med kasneje, korono sploh, a ne, pa tudi pol. Kaj je, mislim, gravel je fajn, a ne, tako kot si že prej rekel, stran si od prometa, ne. Vidiš neke poti, okolico, ki je s ceste ne vidiš, a ne, vseeno si bolj v naravi, tako da to me je ful pritegnilo. Tako da ja, nekaj cajta sem se prav se s tem ukvarjal. Po pa ugotoviš, da vseeno raje to energijo, ki ti ostane, da usmeriš vseeno v tvoje kolesarje, da bojo oni boljše rezultate dosegali, pa da se bojo učili iz tvojih napak, no. Ja, Tako reči. in kakšne napake, recimo tako, si ti kot kolesar delal, pa tako opozoriš druge, da takih pa ne smeš delati? No, saj glih to sem hotel prej že povedati, Aha, pol nisem dokončal. Se pravi, ker sem naredil ta prehod iz mladincov v člane, se pravi, tako že pri mladincih, tako kot sem rekel, sem treniral pač na maksimumu, mislim, da sem imel takrat par tisoč kilometrov več kot kar ostali. In pri mladincih recimo, da sem bil konkurenčen, no, da sem, ne, kakšno dirko sem zmagal na vsake toliko cajta, da sem vozil za reprezentanco, ene par dirk, tako, da je bilo zadovoljivo, no, ampak pol, ko prideš v člane, tam so pa vsi na maksimumu, a ne. Tudi tisti, ki so mogoče prej malo, dajmo reči, zabušavali, pač več so imeli rezerve kakor jaz, a ne. In takrat pa pol pridejo vsi na isti nivo, in ti pa pol probaš še bolj stisniti, kakor si že prej, a ne, se pravi, še čez. In jaz sem takrat, ja, iščeš načine, kaj bi lahko še izboljšal, a ne, in takrat sem zelo veliko eksperimentiral s prehrano, takrat je bila zelo moderna tale keto dieta, ne. Zdaj, eni ful dobro funkcionira na tak način, jaz sem se pač enostavno sesul do te mere. Kako? Kolesarji dvomim, da dobro delajo na keto. Kako? Včasih so. Glih zadnjič sem z enim bivšim profesionalnim kolesarjem govoril, no, takrat se je dalo, takrat so tudi pač znotraj ekip so imeli taka navodila, sicer okej, takrat v tistem času je bil glih tak pristop moderen, ampak tudi način dirkanja je bil drugačen, ne. Takrat so pač dirke imele res tisto strukturo, ki so nas učili še par let nazaj, se pravi, od začetka ga leti, se vzpostavi nek beg, se grupa ustavi, beg se pusti in pol se beg počasi lovi do cilja, na ta zadnji klanec se pač razgonja, a ne. No, zdaj te strukture ni več, zdaj je pač od štarta do daske, do cilja, se ne ustavlja in če hočeš pač to vzdržati, moraš jesti, a ne. Tako da temu primerno se je pol tudi prehrana prilagodila, takrat, ko je bila pač ta struktura, ne, pa dejansko si ti v bistvu pol etape lahko maščobe kuril, a ne. In je bilo to bolj smiselno, a ne, ampak ja, zame je bilo to, mislim, preveč in takrat se mi je sistem čisto porušil, in hormonsko in krvna slika, takrat je bilo res, ene pol leta je bilo kar hudo, se pravi, najprej pač ja, telesno nasploh, pol še psihično, ke vidiš ostale, ki trenirajo, ti pa greš po stopnicah, pa si gotov. Ja, je trajalo ene pol leta, da sem se s tega ven zvlekel, in ja, ne bi temu nobenemu kolesarju privoščil. Tako da ja, to je mogoče tista glavna stvar, ki me je pol tudi nekako zaznamovala, da probam kolesarje naučiti, da ne ponavljajo istih napak, kakor sem jih jaz, no, tako. Kako je pa to v resnici težko? Da naučiš človeka, da ne ponavlja istih napak? Ja, odvisno od sogovornika, ne. Eni te bojo
upoštevali, drugi pa si bojo mislili svoje, ja, sej ti kar pametuje, ne. Ampak načeloma meni se zdi, da smo tekom let pač s kolesarji, ki sem delal, da smo neko zaupanje vzpostavili in da če jim nekaj rečem, pa da jim rečem točno to sem jaz narobe delal, da se jih kar prime, no. Tako da s tem mislim, da nisem imel težav, no. Okay. Kaj pa je tako največja napaka, ki si jo naredil kot trener ali pa kolesar? Verjetno keto dieta. Ne? Jaz bi tukaj to- rekel, da je isti odgovor, no, da bo to v bistvu tista največja napaka, no, se pravi, da bi bilo boljše mislim, manj komplicirati bi bilo boljše. Se pravi, ne iskati nekih bližnjic, ki načeloma te vedno, karkoli probaš, te pripelje na to, da manj ko kompliciraš, bolj ko si sproščen, boljše, no, manj ko se živciraš, ukvarjaš z ostalimi, z nekimi detajli, ki na koncu ne igrajo neke vloge. Ja, da se raje ukvarja z bistvom in je to. Prej, ki si omenil VO2 Max, ne? Ja. To me je zanimalo, pa sem se zdaj spomnil. A je to tako edina stvar, ki je pomembna? Mislim, ki si rekel, da je tako zelo pomembna, glede na VO2 Max, nekako ugotoviš približno, kje bo kdo na kateri tekmi. Ampak a je to tako res edina stvar? Ker si predstavljam, da VO2 Max niti ni toliko pomemben, vsaj v mojih očeh, tako daljša, ki je tekma, pa bolj, ki si zmatran, nekako pol VO2 Max nima več take vloge, ker pač to je največja poraba kisika na kilogram telesne teže na minuto, ne. Tako je. Ampak če si ti zmatran, prazen, brez energije, imaš ti lahko VO2 Max zelo visok, ne, ampak ti to na koncu etape nič ne pomaga, sploh na teh dolgih. Dobro, zdaj, ker si mlajši, ne, so tekme krajše, ne, precej krajše. Se pravi, pa teh kategorijah, ki jih jaz treniram, so tekme od 60 do 130, 140 km. No. Se pravi, to sta dve kategoriji, starejši pa mlajši mladinci. No. In takrat bi si predstavljal, da je VO2 Max še kar pomemben, sam pol tako, ker imaš pa neke res dolge tekme, ki jih imajo že profesionalci, no. Pa mislim, da je zelo pomembna tudi tako prehrana, pa koliko ti nekako tega glikogena nekako ostane do zadnjega klanca, ki si itak že čist zmatran, pa pol VO2 Max pa ni toliko pomemben. Mislim, lahko ima nekdo ful nižji VO2 Max, pa še vedno premaga nekoga, ki ima višjega. Ne? Absolutno. Ampak le, se pravi, mi se na ta podatek zanašamo z tega vidika, ker se pravi na fakulteti za šport, ki ta testiranja izvajamo, ta program se izvaja že kar nekaj časa, se pravi tistih, 20 najboljših kolesarjev z generacije se tam potestira in se dobi neko sliko, neke okvirje, kdo pa, kam približno se spadaš. Se pravi, poleg tega Conconi testa, se pravi, to je stopnjevalen test, ki na vsako minuto gre moč 20 W gor in pač delaš do odpovedi. To je eden test, drugi test je Wingate, ki traja 30 sekund. Se pravi, obremenitev je, pa sem zdaj pozabil, določen procent telesne teže. Se pravi, da ima vsak kolesar procentualno glede na svojo težo isto obremenitev in se potem pač 30 sekund greš na polno in se potem tam v bistvu naredi nek profil moči, kjer pa vidimo, koliko je kolesar eksploziven. Tako da te dva testa se izvajata, ampak absolutno, tako kot sem rekel, vati ne igrajo vse, kar je v kolesarstvu, kar obstaja. So pol, tako kot smo rekli, druge stvari, se pravi tehnika, če ti delaš luknjo v vsakem ovinku, si na elastiki, ti nič ne pomaga. Če si taktično slab, da se voziš po vetru tam, kjer ni treba, take stvari spet, lahko imaš ti ne vem kakšno porabo, pa ti ne pomaga. Tako da to so v bistvu, nek skupek stvari pol pride, če hoče kolesar biti dober. Če pa bomo gledali samo VO2 Max, gre lahko tako, mislim, VO2 Max recimo je, tisti, ki ima dobrega, je kolesar za Zwift. Tisti, ki hoče še kaj več, bo mogel še kje druge biti dober. Ja, to je res. Pa tudi tako, mislim, ker imaš različne tudi tekači imajo zelo visoke VO2 Maxe, pa pol
ne bo kar v kolesarstvu dober, ne? Ker je čist neko drugo gibanje in pa pač sem tako nekako na ta smisel mislil, da je veliko odvisno od mišic, kako so prilagojene na neko gibanje pa to. Ne? Tako, to je eden izmed podatkov, ne, absolutno pa ni to cela slika, da bi mi lahko samo na podlagi enega testa rekli, evo, ta bo pa zdaj profi. Ne. Kaj pa FTP test, recimo, koliko pa ima to kaj, koliko kaj pokaže? No? FTP test je fajn z vidika, ker se ga lahko pač naredi tudi na terenu, pa ne rabimo iti v laboratorij, da se ga izvede. Ne. To mi naredimo, se pravi, parkrat na sezono. Se ga naredi, zato da se pol tudi prilagodi cone treninga, ne, glede na to, koliko se pri kolesarju forma dvigne. Nek so pač te razlike izrazite, nek prenih tekom sezone niti ne, ampak se naredi lih zato, da so pol cone treninga ta prave. Ne. FTP test, se pravi, lahko primerjaš samo vsak kolesar s sabo ga lahko primerja. Da se pol primerjajo med sabo nima smisla, ker že vsak power meter malo drugače kaže. Ne? Tako da je to eden izmed podatkov. Ni pa zdaj tako primerljiv. No. Samo z vidika con v bistvu to mislim, da je najbolj pomembno. No. A se da natrenirati VO2 max? Če shujšaš, pa ohraniš isto moč. Mislim, načeloma, ko ti dosežeš, se pravi, končen razvoj, ta številka ostane tam, pa mislim, da po 30. letu začne bolj počasi padati starostjo. No. Je pa ta končni razvoj je pa različen. Tudi Pogačar, recimo, ki je bil na fakulteti za šport, je imel pač dobre številke, ampak, kot sem rekel, delač od tega, da pa zdaj lahko rekel, ta pa profija. Ne. Ampak on je ta razvoj potegnil še pol, ki je prišel v člane, pa še potem, ki je šel iz članov slovenskih pa profesionalcev, je šla ta krivulja eksponentno nagora. Ker eni so pa pač dosegali plato pri mladincih, tako da tukaj je ta razvoj ni pri vseh isti. Ja, ker si prej omenil ta VO2 max, ne, si ga imel 68. Ne? Ja. No, zdaj to ni dobra primerjava, ker meni Garmin pravi, da ga imam 67. Ker niti približno ni to z masko pa Garminom primerljivo, no, ker pač je to z masko ti zares... Je pa Garmin, recimo. Meni Garmin pravi, da ga imam 75. Več, torej ga imam jaz, bil pa še manj. Ne vem. No, to je pač čisto odvisno, ampak ne, hočem reči, da to mi ga je sicer zmerali na trenažerju. Okay. Iz vatov od trenažerja pa puls, pa pol kar neki, ampak jaz imam vate na trenažerju tako zares brutalno nizke. Kaj mislim, da vsi. A je to pri vseh? Je, ker je že samo okolje je tako statično. Plus to, da tudi če imaš ti ventilator pa okno odprt, ni isto, kot da tebe veter hladi, a ne vse je... Če imaš vetrovnik, ki gre do 40 km/h. Ja. To mogoče, pa še to dvojno. Ni isto, mislim, recimo en primer, tako zdaj, ki ga vem. Jaz imam FTP na trenažerju 255 vatov, kar se mi zdi res malo, ker enkrat sem šel z enim prijateljem, kolesar 300 km in sva imela povprečno skupaj 36,5 in po ravnini seveda. Okay, to je v redu. In pač jaz sem imel še gravel, sem pač na gravelu bil 20-30 km, ker sem imel defekt, pa nisem imela zračence, ker sem imela kroge, a ne, pa sem mislila, se to bo že, pa ni bilo tako. Okay. Ampak on je dal recimo 250 vatov povprečju za 8 ur pa pol. Ok, koliko je pa težek? Težek je pa 75 bil takrat. Ok. Jaz pa sem 68 bil takrat. Ja. In se mi tako zdi, da tudi po ravnini so, ne vem, mogoče ti veš, a po ravnini so tako, ker tam je veliko več aerodinamike, ne, na ravnini. In niti ni pomemben to, koliko si težek. Mislim, si glede na aerodinamiko, ampak teža je pol odvisna v klanc, ne. Čeprav to zdaj ti, to zelo znaš, ne vem, zakaj
ti, to video povej. Tako jaz to nikoli ne vem, pa še vedno ne vem. Ti samo vprašanje povej. Ja, Ne, sem razbral vprašanje iz tega. ja, Veš, kako je, lej, na klanc se gleda vat na kilo, strmejši, ker je klanc, bolj bo vat na kilo izrazita. Ne? ja. Po ravnini se gleda, se pravi, absolutna moč, se pravi, nobenega ne zanima, koliko si ti težek, mislim, čisto iz vidika fizike. Pomembno je, se pravi, absolutna moč, pa se pravi čelna površina, a ne, CDA se reče. Torej, masa tukaj nima nobene veze. Ne, zato so kronometristi, če pogledaš načeloma, a ne, so taki veliki modeli s kar velik mišic, Ja. ki v klanc sicer ne grejo, po ravnem pa pač lahko peljejo. Ja. Nenormalno so pa pač pol izjeme, kot je recimo Tadej, a ne, ki ni, ko vseeno lahko take vate obrne, tudi če nima to kilne. Pozicijo lahko boljšo drži. Ne? Ja, ki je manjši, ne. Zato je Remko, recimo, verjetno ne daje takih vatov kot Pogačar, ampak je malo bolj, precej bolj skrb. Tako je, pa ne, mislim, da so tudi odkrili, da ima zelo aerodinamično kožo že. Prav, da je njegova koža aerodinamična, če sem prav prebral. Ja, Tako da, ja, je ne, pač, to se vse pozna. je pač rojen za to. No. Ja, ampak to sem hotel reči, ker smo prej govorili o trenažerju in o temu, pač, da če imam tam FTP 255, potem bi bilo malo čuden, ampak to je bilo pa s power metrov, ne 250 vatov približno, za 8 ur pa pol, ker je pa kar dolgo in se mi zdi, da je vsaj zame, pri meni je ta razlika velika. Ne. Pa noter, ko si bil ti trenažer, imel moč. Ali Ja, parameter? trenažer. No, že tu- že Nimam power metra. Aha, ok. Pač razumem. on je imel in pa sem iz tega ugotovil, da Aha, ok, ja, to so pol taki približnostni računi. Ja. Tle je težko, Že od kolesa odvisno pa vse to. težko sklepati, ampak ja, že od parametra je odvisno. A ne, jaz ne vem. So pač parametri, ki kažejo, ne vem, greš lahko, se pravi, imaš dva parametra naenkrat gor, pa ti kažeta lahko konkretno različne cifre. Ne. Zdaj, Ja. nič ni narobe, ampak ti moraš se pravi pol skozi isti parameter uporabljati, da imaš neke primerljive rezultate. Ne. Tako. Ok, ja, zdaj mi je to bolj jasen. Ja, pa se vrnemo nazaj na kakšne delke. To je bilo tako malo, tega niti ni bilo Ne. tako Vse v v redu, vprašanjih, ampak Saj še boljše. me je zdaj tako zanimalo, ker sem Ja. glih, ker pač veš veliko stvari in pa smo prišli na Ti to. kar vprašaš. Ja, ne. Ne, zanima. valjda. Ja, ne, pa dajmo malo govoriti o kakšnih treningih, ne, ali pa, Prav. po moje, tako. Ja, Treningi najbolj. pa razvoj mladih športnikov. Ke si ti treniral, ampak tako, že kar resno, ne, Okay. kakšna je pa razlika zdaj, ko pa treniraš, ne? A so treningi ful različni, ker zdaj rekel si, da, pa to itak, tudi meni je dobro jasno, da so se tekme spremenile, način dirkanja, torej so se tudi treningi verjetno mogli temu prilagoditi, ne? In kako? Če so se. Ok, same dirke načeloma pri mladencih nimajo take strukture, kot pa članih recimo. Načeloma pri mladencih so dirke že od vedno drug čez drugega, se pravi, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Ne. Lahko gre celo dirko ga leti, lahko pol dirke gre počasi, pa ga pol leti. Vse možne kombinacije so, ni pa neke strukture skoraj nikoli, redko kdaj. No. Tako da bi zdaj se dirkanje pri mladencih toliko spremenilo, bi rekel, da ne. Je šla pa sama znanost naprej, ne? In če hočemo pač ostati konkurenčni na tem najboljšim devo ekipam, ne, moramo pač se mogli tudi mi prilagoditi. Tako da, ko sem jaz treniral, je bilo vseeno tudi pri starejših mladincih, kot sem že prej rekel, veliko več neke, igre. Pač ja, smo se šli peljati, pa smo rekli, no, na ta klanc bomo šli zdaj dirkati gor, pa smo dirkali, pa smo se počakali, pa smo šli naprej. Pa smo rekli, ok, zdaj pa, ne vem, po Poljanski dolini bomo šli na krožno smeno, pa da vidimo, kdo dol drži, a ne. Tako, čist take, ja, v bistvu je bila igra za nas, no. Pa smo v bistvu uro trenirali, pa nismo sploh... Ja, v bistvu delaš intervale, pa sploh ne veš, da jih Pa delaš. se ne zaveš, noben takrat ni imel par metrov oziroma pol, ok, na koncu smo jih že tudi mi imeli, ampak se nismo s tem toliko ukvarjali, no. Zdaj pa v bistvu zadeva ratala veliko več strukturirana, se pravi, recimo dečki še zmeraj dirkajo na princip igre,
pri mlajših mladincih se spoznajo z intervali, s to strukturo, kako deluje, torej da je najprej ogrevanje, pol je neki glaven del, ke imaš, ne vem, ponovitve na klanec, pa pol med klanci toliko pa toliko pavze, pa na koncu hlajanje. Da se tega naučijo, še zmeraj malo bolj sproščeno. Pri starejših mladincih je pol ta struktura že kar resna, tudi veliko je več enega samostojnega treninga in morajo biti na to pač navajeni, da to znajo izvajati, a ne, in da je to pač optimalno za njihov razvoj, če želijo pač biti dobri, a ne. Tako da, ja, jaz bi rekel, da je to velika razlika. Pa mislim, da kar se hrane tiče, je to res, da je ratala veliko večja znanost, se pravi, da se dejansko gleda, mislim, koliko gramov je priporočljivo pojesti, a ne. Sicer mi zdaj nekega dietetika nimamo, jih pa pač izobražujemo, da je treba res pred treningom jesti, med treningom, a ne, bolj ke je intenziven trening, več je treba vmes pojesti, da ke prideš domov s treninga, kaj moraš jesti, take stvari, no, čisto splošne, a ne, da tudi dobijo neko sliko, pa da pol recimo tisti, ke bo šel na neki resen nivo, ke pa bo dietetik, da mu bojo pač te stvari že približno jasne, da ne Pa bo da se bo poznal, pač, da bo vedel, Da kaj bo- mu tudi ustreza, ne? Točno to, točno to. Ja. Tako da, ja, no, bi rekel, da, ja, kar se samega treninga tiče, se pravi predvsem ta struktura, no, da se je najbolj spremenila. No, okej. Kaj pa tako, pri mladih, tako, ke vidiš, a je tako, da kakšen je toliko zagnan, da se pretrenira nekako v takem smislu, da se je to že komu zgodilo, da recimo dela vse po planu, tako kot mu trener reče, pa se pretrenira, recimo. To je tako zanimivo vprašanje, se meni zdi. Veš, kako je pri nam? Se pravi, kakor sem rekel, pri nam, ke sem jaz bil pri mladincih, nas je bilo v kategoriji oziroma v letniku v klubu, nas je bilo 8, 9, tam nekje. Zdaj jih je 35, a ne. In to je zelo širok razpon kolesarjev, Ja. ke jih ti imaš, a ne. To pač, glej, so fantje, ke vejo, glej, profi ne bojo, jim je pa družba všeč, všeč jim je šport nasploh, da so odzunaj, se imajo fajn, trenirajo, a ne, in pač v tem uživajo in, glej, hvala bogu, a ne. Pol je nekako tisti, ki so nekje vmes, ke imajo željo, delajo, so pridni, so dobri. Pol so pa tisti, se pravi, ke pa veš, da, ne vem, imajo neko prihodnost, da hodijo z reprezentanco na dirke, ne. In se pravi, ti imaš tukaj zelo širok spekter, a ne. In v bistvu najpomembnejši podatek, ke ga trener lahko dobi od kolesarja, je subjektivna ocena, feedback, a ne, od treninga. Se pravi, ne to, da ti samo pogledaš številke, a ne, ta je pa zdaj med intervalom toliko pa toliko obračal, a ne. Pomembno je, se pravi, tisto, ke on, se pravi, če se slišiš po telefonu ali pa če na program, ke ga uporabljamo, se pravi, spodaj napiše, ja, tole danes je bilo pa nenormalno težko, po drugem intervalu sem skoraj crknil, a ne. In pol, se pravi, če to en dan, v redu, ni nobene panike, a ne. Če pa to traja nekaj časa, pa se pol vidi, da nekaj ni v redu in da je treba nekaj na tem narediti, a ne, tako da največkrat se pravi, kolesarju par dni počitka napiše, a ne. Ke dostikrat se zgodi, a ne, mislim, pozablja se, da stres za telo, mislim, telo enači stres, se pravi, ke je na kolesu, isto kakor stresom, ke je na splošno v življenju. Se pravi, šola, ne vem, te punca pusti, pa je stres, pa ne vem, ti kdo v družini umre, kakorkoli, a ne, vse to je treba upoštevati zraven, a ne, in je ful pomembno, a ne. Kolesar, ke ima, ne vem, dopoldne v šoli spraševanje pa test, a ne, bo valjda na trening prišel ne v najboljšem ne v optimalnem stanju, a ne. In v bistvu se je treba nekako celostno ukvarjati, kar je kar izziv, glede na to, koliko pač je fantov, no, ampak ja, se trudimo, no. Tako da pač tista prva stvar je, se pravi, da se napiše par dni počitka, pol pa če to pomaga, super, če pa ne, se pa pol naprej ukrepa s kakšnimi krvnimi testi, da se da kridati, da se vidi pač, koliko je hemoglobina,
hematokrita, železa, take stvari, no, in pol pač nadaljni postopek. No. Ja, saj zato se mogoče v mlajših, mislim, ko si mlajši, bolj tako v skupinah, pa bolj posamično, vsak, ki si je rekel prej, da trening dela zase, a ne, ker pač so težji, pa pač za enega bolj primerni, drug, ki pa mogoče ni toliko resno, da bo kdaj profesionalc ali pa tako, Tako je. pač malo bolj na easy, ne, tako ja, nekako si jaz to predstavljam. Tako. Ja, kako pa pol izgleda nek trening tu, recimo, ti treniraš mlajše mladince? Mlajši in starejši, se Mlajši in pravi, to starejši. so 16, 17 let so mlajši mladinci, 17, 18 so starejši. In kako recimo približno izgleda trening? Tako, a je kakšna razlika taka zelo velika, ali pa kje je v kolesarstvu skozi razvoj največja razlika? Tako, glede treninga, mislim. A če primerjamo zdaj kategorije med Ja, sabo, ja, kako? tako. Jaz bi rekel, mislim, kakor sem na sebi opazil, je največji preskok iz kategorije dečkov, se pravi v 15 v kategorijo v 17. No. Da tam pa mislim, da je največji preskok, ker tudi dirke kar naenkrat postanejo daljše. Se pravi, ne vem, dečki, ja, se pravi najstarejša kategorija dečkov ima dirke tam nekaj 30 km. Ja, to so 14 let. a ne? 14-letniki, ja. A ne, pol pa se pravi pridejo v naslednjo kategorijo, se pravi 15-16 let, a ne. Tukaj se tudi prvič srečajo s tem, da sta dve generacije v eni kategoriji, a ne. In Se potem, pravi, si spet dirkaš z eno leto starejšim, a ne, se pravi bolj razviti, več izkušenj in je dostikrat borba huda, no. Daj, recimo jaz sem imel tako situacijo, ne, da jaz, ke sem isto šel iz dečkov v mlajše mladince, sem prišel k eni res zelo dobri generaciji, se pravi, to so bili Tadej Pogačar, Žiga Jerman, se pravi stroj, a ne. In so tako, so kar uživali, ke so videli, da se matraš, a ne. Zdaj pa, kako boš ti to dojel, a ne. Boš ti to dojel kot prav komaj čakajo, da bom spustil, a ne, ne grem se več tega, ali boš pa rekel, okej, zdaj bom pa še bolj treniral, da bom naslednjič držal, da jim bom pokazal, da lahko, a ne. Tako da tule je pa čisto od razumevanja odvisno, kako boš ti to sprejel, a ne, tak način, no. Tako da, ja, no, ta preskok bi jaz rekel, da je največji, tudi kar se treninga tiče, sem rekel, se pravi, pri dečkih je igra, pri mladincih se vseeno srečajo z neko strukturo, pri naših mladincih. Dostikrat imamo kar malo težave, a ne, sploh v teh prvih treningih spomladi na kolesu, ke so te fantje, ke pridejo od dečkov, a ne, pa se dobimo tamle pri klubu v Vikrčah, pa rečemo, okej, zdaj pa do Cerkelj imamo ogrevanje, a ne, pa pol začnemo gor intervale delati, in ke pridejo ti fantje, ke so glih prestopili kategorije, ne, ke oni pridejo na felingu, se pravi naprej na veter, ke se vozimo pač v skupini, ta hitrost naraste, ne vem, iz dobrih 30 na 40, a ne, ker imajo nekako v spominu, da je vsak trening treba na polno, pa da se treba dokazati, a ne, ne dojamejo še tega, da je ogrevanje, a ne, da pač mora mašina najprej zalaufati, da pol lahko intervale kvalitetno izvedeš, a ne. Tudi recimo, ke delamo intervale na klanec, v začetku mogoče kakšen ne dojame, da pač dela vsak sam neko strukturo, a ne, ampak njim je najbolj važno, da so prvi gor. Tako. Ja. Tako da to traja ene mesec, dva, da to dojamejo, pol pa pač se navadijo. Vsak do zdaj se je navadil, tako da Ja, Brez to razumem, to mi je to. zelo jasen. Kaj pa ti, ke si bil, ke si kolesaril, približno toliko star, a si bil bolj tako, zdaj so pa ti dolgi intervali, ne, ali si bil tako bolj za take daljše stvari, recimo tako bolj v smislu eksploziven, vzdržljiv kolesar? Kaj, ali pa klanci, ne klanci, klanci ravnina? Jaz sem od zmeraj imel ful dolge klance, nisem bil podoben na njih, a ne, se pravi, to je razlika. Rad sem jih treniral, ampak na dirki pač nisem bil nikoli dober na dolgih klancih. Najraje, mislim, zdaj, če bi se mogel definirati, recimo, da sem bil puncher, se pravi, zelo dober, mislim, dober sem bil na nekih kratkih klančkih na koncu zaključku, kakšen šprint grupe sem tudi zmagal poravnano, ampak to recimo, da mi je po profilu moči, ke ga pač imam, da mi je najbolj odgovarjalo. In to od vsega začetka, ali se je pol tako skozi kategorije to kako spreminjalo? Ja, mislim,
kot sem rekel, najprej sem se pač boril, da sem dirko dokončal. Saj načeloma probamo ne specializirati kolesarje, ti si pa zdaj šprinter, ki pol dobil v glavo, mislim, imeli smo že tudi težavo, sicer nismo izpostavljali, ti si pa zdaj šprinter, ampak on je mislil, jaz sem pa zdaj šprinter in kaj je videl klanc, on je ročno zategnjen, je bilo fetika. Ampak ti moraš biti, se pravi, da priješ, ker si ti pri profih, se ti ukvarjaš s tem, kaj si po specializaciji. Še pri članih ti moraš biti pač začetka, probaš biti dober v vsem, delati pač na tistem, kar si slab. Šele pol, ker ti res na nek nivo prideš, ker te tam usmerijo, se začneš s tem ukvarjati. Tako da to probamo nekako čim manj izpostavljati. No. Vemo pa, kje je kdo dober. No. Pa se temu primerno pa recimo na dirki tudi taktika prilagodi pa neke vloge. No. Okay. A imaš ti kakšno vprašanje glede tega? Še? Ja, tle imaš še eno follower vprašanje. Ja, povej. Če bi mogel izbrati med, ali je pomembnejš imeti talent ali disciplino? Ja. Kaj, kot trener ali da sem kot kolesar? Ja, Ka bi nekmu, po moje v smislu, kakšnemu, ki ga trenira. ja, Nekako kolesarju. v tem smislu. Pač ti nekoga treniraš, pa kaj se ti zdi, da je bolj pomembno, da ima ta kolesar boljšo disciplino, pa nima talenta, ali da ima talent, pa disciplina mu pa ni, da ker malo spušča treninge, pa tako. Kaj se ti glede tega zdi? Ja, lahko je kolesar še tak talent, pa če ga pač ne izkoristi, pol je isto, pač ne pomaga nič, pol je isto, kot nekdo, ki je ful discipliniran, pa nima talenta. Tako da, zdaj, če jaz delam z nekom, raje vidim, da je discipliniran, se pravi, da se drži tega, kar se je zmenila, da pač daje neko mnenje o treningu mi nazaj, ampak ja, da se drži nekega dela, če pa nekdo talentiran, pa da ima, ne vem, kakšne vedenjske težave, pa spušča treninge ali kakorkoli, s takim kolesarjem nimaš kaj dosti za delati. Jaz mislim, Ker če tako gledaš, je izguba tvojega časa in energije. Tako da, ja, nobenega nismo še zdaj kar izključili iz kluba, ampak manj, kot bo on interesa kazal, manj se bomo pol posledično tudi mi pač zdaj na škrge metali zanj, Ja. po domač povedano. Jaz mislim, da če ima nekdo talent, da bo zelo hiter, zelo visok prišel, pa je treba pač s talentom še vedno lahko nekam priješ takoj na začetku, ker pač si dosti dober, pa med proje pa ne boš prišel s talentom, moraš pa še vedno ful delati. Se mi zdi, da pa disciplina vpliva na to, ker tudi če nekdo ni talentiran, lahko pride zelo daleč, medtem ko tisti, ki ima talent, se mi zdi, da je samo na začetku lahko dober. Recimo, meni je zanimiv pri Pogačarju, če ga še enkrat omenim, ker on neke dve zgodbi sem jaz zasledil, da je on bil ful dober, ker je bil mlajši, pa eno, da je bil tak čist majhen, pa ni bil tako dober. Aha. Eno je, da je prehteval, ker za en krog ujel vse, druga je pa to, da je bil tak mlajši, pa da ni imel še tistega, pa da je pol preskok nekako, ne vem, starejši mladinci. Tako. Ško je bilo pri njemu, no, se pravi, on je imel klele v Medvodah, ena dirka mu res odgovarjala. Sicer trasa pač je bila bolj ravninska, ampak ja, tam je on zmagoval, no. Dostikrat, se pravi, ampak je pač zmagoval, bil je pri mlajši mladinci državen prvak, ampak v njegovi generaciji so bili boljši kolesarji, že sam znotraj naše ekipe, se pravi Žiga Jerman, recimo on je tiste čase bil res odličen, Jaka Primožič, pa še kakšen Senade, tisti so bili res močna generacija. No. In bil je dober, ampak ni pa zdaj toliko izstopil od njih, da bi že takrat rekel, ja, tam pa nekaj več. Tako da pa njemu je bil ta razvoj, kot sem rekel, na pol šele. Večina jih je, se pravi, od teh so pol pri mladincih mogoče nek plato dosegali, oziroma pol pa članih, on je pa to tudi pri članih pa lahko še konkretno dvignil. Tako da to je mogoče klej največja razlika bila. Pa, ko si ti postal trener, kako si prišel pol v Pogitim?
Tako kot sem že rekel, no, se pravi, Miha Koncilja je, se pravi, Aha, je pa že kar direkt. ponudil možnost, se pravi, takoj, ko sem vedel pač, da bom nehal aktivno dirkati, mi je takrat pač ponudil delovno mesto oziroma uvajanje. Najprej sem bil asistent, nisem takoj dobil samostojno svoje skupine za trenirati. No. Sem bil takrat prej že na športni menedžment vpisan, pa sem pol v bistvu se prepisal v drugem roku na pedagoško fakulteto v Mariboru v smeri športno treniranje in pol se pravi, se je v bistvu vse to začelo. No. Mene je prej nekaj zanimalo, pa sem zdaj pozabil. Ne, padci pa dirke. To. To sem prej mislil omeniti. Koliko je kaj padcev, pa kako se ti kot trener soočaš s tem, ker rabiš recimo eden od vaših recimo pade na neki tekmi v Italiji, pa rabiš to povedati. A padejo kot Martin Strel ali padejo kot druga? Padejo na vse možne načine. Ja, ampak tako, ker rabiš povedati to staršem, tale je padel, pa recimo pol tudi nazaj, ko pride, recimo da pade na spustu, kako je pol z njegovo psihološko pripravo tanga še nazaj nekako, ker tudi profesionalci imajo s tem težave, da če enkrat pade, se pol boji spuščati, recimo, ne vem, Vinegard je tak problem, imel. Pa to mi je tako zanimivo, kako se ti kot trener s tem soočaš, če nekdo pade na tekmi. Veš, kako je, padci so pač sestavni del tega športa in vsak se jih boji. Noben, ko si ti v skupini in vidiš, da se dva pred tabo zaštrikata in zletita po tleh in veš, kva tebe čaka čez stotinko, vsak takrat trzne, ni ga junaka, da bi takrat ohranil neko hladno kri. Zdaj pa, odvisno je vse od tega, kako ti to dojemaš. Zdaj, kakšne posledice na tebi to pusti. Zdaj, odvisno je pač od tega, koliko je padec hud. Zdaj, če si ti se polomil na prav faktorje, ja, bo nek proces trajal, da boš ti prišel nazaj na tisti nivo poguma, dajmo temu tako reči, neke vožnje po spustih sploh ali pa v neki skupini. Zdaj, iz mojega vidika kot trenera, res so pač kakšne dirke, ki je absoluten masaker, ki ti spremljaš dirko zadaj z avtom, pa po postaji, ki pač radio tura, samo slišiš kreš in se ti sam križaš, da ni kakšen naš, in pol čakaš na tiste številke, ki se pravi, zadaj, ki se ti v avtu, se pravi, je postaja oziroma radio prav od komisarja dirke, in on te obvešča, se pravi, ta kolesar je v begu s številko to pa to, in v tem primeru spet, on pač pove kreš, number, ta pa ta, in pol ti tam štartno listo gledaš, ok, ni našega tokrat zraven, ali so pa vsi naši, teh, ki so padli. Tako da vse pač možne scenarije imaš, in ja, mehanik je že takole na vratih pripravljen, da bo vrat odprl, da bo z kolesi tja laufal, tako da je tudi zadaj kar adrenalinsko, no. Zdaj pa kako pa obravnavati tazga kolesarja takole po padcu, čisto je od karakterja odvisno, no. Bi rekel, da tisti, ki so šprinterji, tisti nimajo take težave s tem, ker so tudi karakterno drugačni, Šprinter vseeno, kako bi temu rekel, malo moraš biti, mislim, ego, zelo samozavesten, če ne tako v normalnem lifeu, pa predvsem takrat, ko si na kolesu, ki je 300 metrov do cilja, takrat ti pač ne boš centimetra odstopil, ne boš na bremzo stopil, ampak se boš na nekoga drugega naslonil, če bo treba. In taki kolesarji hitreje pride nazaj, se mi zdi. So pa pač, ja, kakšni tudi, ki jih pa te padci malo bolj prizadenejo in takrat je treba iti to pač čez to, Zdaj, na več načinov, se pravi, nekaj je s treningom, se pravi, da probaš nekako zmeraj bolj tekočo linijo čez ovinke, najprej recimo na spustu, se pravi, najprej čim lepša linija, ok, to imamo, probaš iti zdaj malo hitrejš, pa recimo to osvojiš, ok, probajmo to zdaj v skupini, take stvari, se pravi, nek postopek je, da ti pol počasi nazaj prideš, ni pa zdaj pravila, lahko si ti, ne vem, se razbijaš v nedeljo na polno, pa greš v ponedeljek na kolo, pa ne bo nobenih posledic psihološko, lahko pa
je to proces parih mesecev, tako da čisto odvisen od posameznika. Imeli smo tudi nekaj kolesarjev, ki ni imel nikoli težav s tem, pa je letos dvakrat v enem tednu padel in je porabil pol leta tokrat, da se je vrnil nazaj. Tako da čisto je od primera do primera odvisno, no, ampak ja, brez tega pač ne gre. No. Nobenemu kolesarju ali pa staršu ne moreš reči, da gremo pa na dirko, pa 100% ne bo noben padel. Ne. Pač ta možnost zmeraj obstaja. Hvala Bogu, ja, nobenih nekih resnih posledic še ni bilo, tako da si res želim, da tako tudi naprej ostane. No. Kaj pa pri mlajših mladincih 16-17 si omenil ekipne taktike. 15-16, sorry, prej sem Aha, 15-16. No, si omenil, da so ekipne taktike, ne? Ja. A torej se dirka tako po ekipah, torej je nek kapetan, na katerega se dirka, ima vsak določeno svojo vlogo, ali ne, ali je bolj tako prosto in potem si tudi znam predstavljati, da je veliko padcev, če vsak ima neko svojo ambicijo, pa ne ve, oziroma dirka bolj zase, ne, kot samo za enega in pol bi lahko zaradi tega tudi bilo več padcev, ne vem. To govorimo zdaj o mlajših mladincih. Ja. Okay. Až kako je, hitrejša, kaj je dirka, bolj je grupa raztegnjena in manj je v bistvu padcev. Najbolj, mislim, odvisno, koliko je zdaj tehničen krog, ne, sicer, ampak se pravi, zadeva je ponavadi tako, no, upam, da zdaj druge ekipe tega ne poslušajo, ker bodo vedeli našo taktiko, ne. Se pravi, nekako v prvem delu dirke, ne glede na to, katera dirka je, damo vsem kolesarjem proste roke. Se pravi, tudi tisti, ki smo rekli, ki jemljajo kolesarstvo bolj kot krožek, evo, lej, prve 3 kroge, lej, napadej, kakorkoli, se pravi, vsi imajo proste roke, ne. Tistih par, ki pač vemo, da so dobri, tiste pošparamo za na konec načeloma, ne. Eno pravilo je tisto, ki je najbolj, ki pač smrtni greh bi lahko rekli, je nikoli ne loviš svojega kolesarja, ne. To je pač tista glavna stvar. Pri dečkih nekako se še tolerira, pri mlajših mladincih pa že ne več, no, tako da to načeloma je kar jasno, no. To pol pa v bistvu bolj, kar je dirka proti koncu, bolj se pol nekako se postavi vloge oziroma tistega, ki ima na koncu največ možnosti za zmago, za tistega se bo pač potegnil. Zdaj je to podklanc ali v šprint ali kakorkoli, glavno. Bolj, kar je dirka proti koncu, bolj se potegne za tistega, ki ima pač največ šanse na koncu. Nobenemu pa, se pravi, ne rečemo že v štartu, ti pa zdaj boš cel dan samo za njega delal, ne. Ker še zmeraj so mladi, še zmeraj se učijo, važno je pač, da se učijo iz napak, da probajo čim več stvari in ja, jaz mislim, da je to najbolj važno. Kdaj se pa začne dirka tudi v tujini? Ja, probati v tujino grejo tudi že dečki, na kakšno dirko v Italijo, tlele v Furlaniji jih je že kar nekaj. Pol pri mlajših mladincih je pa teh dirk veliko več, jih je že kar ena povprečju, kva bi rekel, 2 na mesec recimo, ne. Se dirka v Italiji, ker je pač nivo dirkanja tam veliko večji, boljša konkurenca, dirke so daljše in tam se pač naučimo dirkati, no. Tako da srečo imamo, da je Italija blizu, da lahko tja veliko hodimo, ker pač se s tem tudi nivo dvigne, no. Ja, zagotovo je nivo tam višji, pa tudi več kolesarjev, ne. To je predvsem. Kaj pa, ko si na višjem nivoju, a ne, kot trenerju, kaj tebi več pove o nekemu kolesarju, tako kot ga analiziraš, recimo, da je nek res talent, vati ali puls? Kaj je bolj pomembno? Tako. Kako je, bolj, ko si trenira, nižji imaš pulsa, ne, se pravi, ko je kolesar v procesu nekega treninga, a ne, se pravi, ko naredi nek težek blok, a pa recimo, če vzamemo za primer priprave 5-dnevne, ne, se pravi, bo imel kolesar pri istih vatih veliko višji puls kot ta zadnji dan, ne, ker pač se utrujenost nabira, ne pomeni, da bo zaradi tega nižje vate obračal, ampak bo pa pri istih vatih lahko puls nižji, tako da težko vzamemo puls kot nek tak podatek, ki bi bil merodajen. Po pulzu se bolj tako trenira, ne? Ali se po vatih trenira? Ker je vzdržljivosti, se lahko zelo fajn po pulzu trenira, ne. Če je pa krajši, pa po vatih. Če so pa krajši, ko so intervali, ti če imaš interval, ne vem, 3 minute, bo trajalo
minuto pa pol, da boš ti puls dobil to ta pravo cono, a ne. Da pa če boš šel od štart, to pomeni, da boš mogel že od štarta iti pa vate veliko več, kakor je ta Ja. cona, v kateri bi ti mogel delati, a ne. Tako da, ker je teh nekih nižjih vzdržljivosti, se pravi, ne vem, takole, kaj imamo zdajle cono 2 več ali manj čez zimo, a ne, se lahko gleda puls brez problema, ne, pol pa ja, ke pa prihaja do teh nekih krajših intervalov, pa se gleda bolj vate, no. Torej so vati tako obvezni, ko si recimo nek mlajši mladinec ali šele pol, ko si malo starejši? Pri mlajših mladincih ziher niso obvezni. Glih zato, ker je pomembno, da se naučijo svoje telo poslušati. Tudi tedaj je zelo velik zagovornik tega, no, tudi na planš debelfi vemo, takrat je tisti kronometer Je brez, odpeljal brez brez powermetra, brez števca, brez vsega. Pa tudi letos, ne, tisti gorski krono, mislim, da je tudi brez powermetra odpeljal. se mi Pa zdi. brez zveze, to vem. Pa brez radio veze. Brez radio veze, vem, števc vem, da je imel, ki je tudi dal na stravo. Okej, no, powermeter pa mislim, da Par ni. metra pa verjetno ne, ker so hrana, mislim, ne vem, koliko se to na teži pozna, ampak Ja, se kar. vse? Mislim, glede na to, da so, No, jaz ne vem. da so barvo vlupili s kolesa, po moje. Ja, pa še tele, kva so še za pervit kolo, ker je na balanci, trake so dol poberali, ker To so vsak gram gledali. Ja. Ampak ja, no, nekako jih učimo v tej smeri, da vseeno morajo svoje telo poslušati, da tudi pač, ko delamo neke intervale, ne delajo raje po občutku, bo že prišel čas, tudi pol za powermeter pa to, ker zelo hitro fantje se mi zdi sploh v teh časih postanejo malo preveč obsedeni s tem. In da so že zdaj s tem obremenjeni, kaj bo še lepo, če do članov pride. Tako da malo jih, kar se tega tiče, malo pošparamo, no. ja, meni se zdi to kar pametno, da se tako dela, no. Kateri tehnološki napredek je pa najbolj spremenil treninge ali pa tako v zadnjem času? A je to kaj v prehrani recimo, a je to tako čisto na kolesu ali tako karkoli, kar se ti zdi? Ne vem, saj lahko razmisliš, ne, mislim. Kaj se tebi zdi? Mislim, veliko stvari je novih, a ne, odkar sem jaz nehal dirkati, oziroma ko sem bil jaz toliko star kakor kolesarji, ke zdaj treniram. Ena stvar je to, da so powermetri res ratali dostopni, a ne. Ja, se pravi, ko sem jaz dirkal, ne vem, te SRM-ji kvarki so bili, ne vem, 800 €, a ne, zdaj dobiš enostranski powermeter, ke pač je za enega, ke se uči to uporabljati, je čisto v redu, a ne, ga dobiš koliko, za 300 €, še manj. Ja, še manj, že za 200 do 300. Ja, ja. a ne, tako da je ratalo to res dostopno in že samo zaradi tega pač trening postane prej lahko nekako nadzorovan, a ne, tudi z vidika trenerja imaš ti en vpogled v to, kva kolesar dela, tudi če sam trenira, kakorkoli, a ne. To je ena stvar. Diski, a ne, eni jih imajo ful radi, eni ne. Jaz sem rabil zelo dolg čas, da sem se jih navadil. Od štarta mi niso bili všeč, ke sem se, ne vem, sem nov kolo kupil, pa sem se nanj usedel, pa je bil težji kakor oni prej, ke sem ga imel narim, a ne, in je trajalo nekaj časa, da sem se navadil res, ampak ke ugotoviš v mokrem, zdaj glih vsak rekreativec se ne vozi v mokrem, a ne, ampak recimo mi s fanti, ke imamo trening v dežju, pa grem ponavadi kar probam iti tudi jaz na kolo, glih zato, da dajem neki zgled, da če gre trener na kolo v dež, da mora pač tudi on iti, a ne. Si res bolj varnega se počutiš, a ne. Težava je bila tisto prehodno obdobje, ke so imeli eni rim, eni diske, ke bremzanje ni bilo enakomerno v skupini, a ne, tam pol rata lahko problem, ampak ja, bi rekel diski, da so ne glede na to, koliko si je pacov pa tega v kolesarstvu, ampak za enega rekreativca recimo, bi pa rekel, da je vožnja veliko bolj varna, no. To je ena stvar. Naslednja stvar, ke bi rekel, pa vsi te, kako bi rekel, ure, ke spremljajo, se pravi od spanja, HRV-ja, teh stvari, problematika tukaj je, da te stvari res, vsaj zaenkrat še niso toliko natančne, da bi jih lahko za sveto jemal, a ne. Razni Whoopi, te Oura-ringi in podobne stvari, a ne. Je super zadeva, je neki podatek več, ke ga imaš, ampak ne smeš ga pa zdaj za sveto jemati, ker tudi naprava se lahko moti, vsaj zaenkrat še. Jaz mislim, da
v prihodnosti bojo te stvari veliko bolj natančne, pa bojo veliko več podatka dali. No. Ampak zaenkrat je pa to en podatek, ja, ki ga Zelo boš pozni prihodnosti. misliš. Ja. Aha. Zato, ker so napake tako velike, da se jih težko, ker so razvijali, to smo mi dodelali, ne, Aha, ok. so en podcast naredili. Ne. Tako da to ni planirati preveč zgodaj, da bodo prišle te stvari zelo natančno. Aha, ok. Ker so naredili sisteme, ki so res poskušali priti do čim boljših napak, pa je bila napaka še zmeraj, ne vem, koliko je bila, 20%. Ja, nekaj V to. primerjavi z laboratorijskimi testi raznimi, ali kako, v kakšnem smislu. Ja, laboratorijski testi so pač veliko bolj natančni v Ja, vseh ja. pogledih. A ne. Ja. Ura, naprimer, ima koliko, tam Ja, pa to je tudi tako, ker laboratorijski testi so ponavadi nadzorovani, pa tako ti, mislim, bom rekel, nekdo ti vse napiše, ti pove, ker realno ve veliko o tej stvari. Zdaj, če imaš pa ti uro, pa sam nekaj tle eksperimentiraš s tem, je pa... Sam Si tle je sam samo ta razlagal stvar, no, da podatke. mislim, da do 13% so prišli natančnosti s temi novim sistemom napravam. Aha, ok. Ampak tle je problem, ker moraš ti nekako iz kože vse to razbrati dol. Ne. Ja. In je napako zmanjšati na ne vem, 5%, je toliko Ja, težko. iz Sicer 13. umetna inteligenca ti zdaj dobro napiše, približen tako nek overall, da imaš neko sliko, če se ne spoznaš na te podatke, ker se kar veliko tako jih ne, pa ne veš, kaj to sploh pomeni, pa ti dost pove umetna inteligenca že sam, ja, kako je Simon rekel, mislim. Ampak so pa, jaz sem prej hotel omeniti še te diske, ki si rekel, ne. Aha, ok. Diske, to sem jaz letos dobro ugotovil, po eni zelo travmatični izkušnji, da so kar fajn stvar, da jih imaš. So, ne? Ja, so, ker pač sem šel na eno, pač ne bom zdaj dolgo o tem govoril, bilo je zelo mrzlo, deževalo je cel dan, zjutraj sem štartal ob 5, ne vem zakaj sicer, ker je bilo pol boljše vreme, ampak sem na krvavcu zletel iz ceste, ker mi ni več prijel in šel po travi. Na srečo nisem padel, hitrost je bila kar velika, ampak sem bil pa tudi malo sam neumen, ker nisem prej ugotovil, da pač bremze ne delajo več. Ja, ja. Ampak pač se ne zgodi to, se niso tudi te rimbreki niso toliko slabi, ne. Ne, niso slabi, ampak daljša zavodna pot je. Ne. Ja. Sploh v mokrem, pa sploh, če je karbon feltna, ne, če je karbonska površina. Ja, to je pa pol, je pa še slabše, ja. Ampak Vse ima pluse in minuse v glavnem. ja, v teži recimo tudi je to, kar si omenil. Ja, tole taktike tekmovanja, to smo že. Tole se mi je zdaj zanimivo vprašanje. Kaj bi se pa zdaj zgodilo, recimo, da bi ti kot trener vzel vso tehnologijo stran od teh, ki jih treniraš, ne? Kaj bi se... Pa tako, tudi nekega plana, mislim, sistem bi bil, ampak ne bi bilo pa več wattmetrov, pa ne bi bilo pulzmetra. Kako bi se odzvali, ali pa, a so mladi že toliko navezani v narekovajih pač, se toliko držijo teh številk že, da brez tega ne bi znali trenirati, ali bi še vedno šlo? Jaz mislim, da bi se veliko bolj fajn imeli. Ja, to tudi jaz mislim. Bi trajali kakšen trening, 2, da bi se navadili tega, ker ja, jaz bi rekel, da so kar navajeni, že vsaj v ogrevanju, da vidi, da so v tistih ta pravih conah, pa pol, ker so intervali sploh. Ampak jaz mislim, da ja, več bi se pogovarjali med sabo, bolj bi okoli gledali, kje se vozijo, ne, sploh. Kolesarstvo je res tak šport, ki ni omejen na nek prostor. To je eden izmed velikih plusov, a ne, sploh višja kategorija, ki si, večji je ta tvoj radar okoli hiše, ne, več je klancev in pač res imamo lepo kle, a ne, to mogoče včasih kar pozabimo in da, ja, bi včasih na kakšen klanc več okoli gledali, pa videli, koliko je dejansko lepo, ne, da gledaš tiste vate, ko ga bašaš, ne. Tako da jaz mislim, bilo bi drugače fajn, no. Za kakšne razpeljave jim kar svetujem, ja, da raje Garmina v žep. Tudi, mislim, pri sebi sem tudi opazil, da kdaj to naredim, da je tako veliko bolj sproščeno vse skupaj, no, tako da
bi rekel, da mogoče najbolj slabo. No. Ja, Dobra ideja. jaz tudi recimo po zimi, ker sem skozi na trenažerju, to je še huj, ne, pa ko priješ ven si, kaj drug šport, mislim, tako se mi zdi. Koliko pa je v bistvu teh treningov tako na trenažerju, ker pač se skozi pa tudi ne moreš biti celo zimo na trenažerju, ne. Ali ja. Kako je, se pravi, mi sezono začnemo tam nekaj drug teden v novembru, začnemo se pravi s treningi. Od začetka je to res sproščeno, se pravi, to, da se vrneš nazaj v aktivnost, se pravi, zelo postopoma. Sezona se pa konča oktobra, začetek oktobra. Prvi, drugi vikend v oktobru. Okay. Tako da ja, se pravi, probamo čim več vključiti tudi pozim drugih športov. Lih zato, ker smo rekli, mladi, ki se razvijajo, ne, na kolesu so skozi obremenjene ene iste mišice in ene iste mišice so zakrčene skozi. In za sam razvoj to ni dobro za enega fanta, punco, ki se razvija. Ker vidim pol po kakšni dirki, ki hodi kakšen mogoče okoli, kaj en pugleš, ki je res toliko, mu je prilojena. Toliko se je navadil te pozicije iz kolesa, da tudi ko hodi, hodi takole v namena zakrčen. Ja, lik da ne. Tako da, ja, tudi v to smer se posvečamo tudi temu pozornost. Se pravi, da tečemo, gremo na kakšen pohod, kakšen fuzbal v telovadnici, tudi na pripravah, recimo, na smučeh laufamo, se pravi, da dobijo neko širino, ker to je za nek dolgotrajen razvoj dobro. Zdaj, če gledamo z vidika tiste sezone, to mogoče ni najboljš, bi bilo boljše, da bi bili na kolesu od novembra do oktobra, pa nič drugega, ampak če gledaš pa na dolgi rok, pa za nek vsestranski razvoj, je pa to veliko bolj primerno. Tako da pa načeloma, ker gledamo to na dolgi rok, da bomo imeli članske kolesarje dobre, ne da bomo imeli mladinske svetovne prvake. Ja. Lepo odvisno od vizije, ne? Ja, a je dolgoročno ali kratkoročno. Zdaj pač tak sistem mi imamo, enim je všeč, enim ne, enim se pač odločijo, da bojo kakšno stvar po svoje delali, ampak v večini primerov se izkaže, da ker imamo pravno, ker vseeno imamo, mislim, tudi so trenerji, ki so še bolj izkušeni, kot jaz, vejo, kaj je dobro, kaj ne, ker so dali že toliko kolesarjev čez, tako da načeloma se izkaže, da imamo kar prav. Kaj pa zdaj, če se vrnemo bolj k tebi, kaj pa tako za prihodnost kot trener, recimo? Kakšni so plani? Ja, kakšni so plani? Kakšni so plani? Ja, se pravi, s kolesarji imam namen v prihodnosti malo bolj individualno delati, se pravi, to, kar sem rekel. Ta celostni razvoj, da imaš ti res celo sliko, se pravi, da delaš kvalitetno in pa dolgoročno, se pravi, na dolgi rok, da gledaš, ne da gledaš samo tisto eno sezono, ki bo. Da upoštevaš, se pravi, tudi druge stvari, ki so v življenju, kot smo rekli, se pravi, splošen stres v dnevu in da se na podlagi tega tudi pol nek plan naredi, da se ne gleda samo tisto številko, danes sem imel pa toliko TSS-ov, ampak da dobiš pol nek skupek stvari, ki jih je nek kolesar delal čez dan, se to upošteva, da se dela, se pravi, tudi neka analiza po dirki, pred dirko, da se nek plan pripravi, to je nekako cilj, da res, ja, kot sem rekel, celostna obravnava, da se po dirki, ne da se samo pogleda številke, brnil si najboljše vate na 10 minut, ampak če si ti te vate obrnil zaradi tega, ker si lovil grupo, ker si odpadel čez ovinke, pol to ne pomeni kaj dosti, se pravi, pol se moraš ukvarjati s tem, zakaj je ta kolesar bil tam, da je mogel grupo loviti, se pravi, da se take stvari odpravlja in jaz mislim, da je to en recept, da lahko kolesarji pač iz sebe stisnejo še več in to je nekako moja želja, da bi v to smer deloval. Ja, ker v končni fazi pač tudi kolesarji, tudi če govorimo o profesionalcih, niso roboti, ki bodo, ki jih boš sam gledal po številkah, pa vsak ima svoje probleme ali pa neke zadeve, ki jim pač ne grejo in kakšen dan pač. Tako, ja, se mi zdi, da tak celosten pristop, pa na dolgi rok, da je nekako, kaj pa to zdaj treba? Je očitno prazno. Je prazno. Ja, no, mislim, sej
nekih velikih, jaz nimam nekih takih vprašanj čist. Mogoče imaš ti kaj? Jaz lahko pa kakšno vprašanje za zaključek še povem, vprašam. No. Ja. Kaj je, na primer, najbolj precenjena stvar v kolesarstvu? Precenjena. Precenjena. Pa še podcenjena vprašam. Precenjena flaška za nos. Ja. Ali pa aeroštumfi. Ker so take najbolj nepomembne stvari, pa včasih mi je smešno, koliko da kolesarji denarja za to. Ja, to se zelo strinjam s tem. Kaj pa podcenjena stvar? Spanje. Spanje. Ker je, Ja, to zelo pametno. ker je zastonj, pa najbolj učinkovit način regeneracije. Brka masaža, brka masažna pištolica, brka oni škornji, ki ti noge stiskajo. In včasih se na to res pozablja. Ker med spanjem pač se dejansko sproščajo hormoni, poteka pač regeneracija in če ti tega nimaš, če ti ne spiš, je isto pomemben, kot da ne treniraš. Ja, pa se kuraš v bistvu, vsak trening je tudi manj, bi rekel, manj intenziven, ne delaš na tistih, ali pa tudi če delaš v tistih conah, ki bi mogel, se ne počutiš. Bolj se matraš. Ja, bolj se matraš, kot bi se in pač to tudi sam pač vem. In tudi učinek treninga ni pol tako, kot bi mogel biti. Ja, in potem se to sam nabira in nalaga nekako na telesu kot stres, ja, kar si prej omenil. Zdaj, eno vprašanje moje, zanimivost taka, ker sem rekel prej, da imata s Simonom nekaj skupnega in sicer to, taka DNS-ka vloga, ima pa midva nekaj skupaj in sicer to sem se šel malo raziskovalca in sem ugotovil, da sva midva oba poskusila Everesting enkrat, pa sva ga tudi oba na približno isti višini fejlala. A res? Ja, ti si naredil 6000 pa še nekaj, jaz pa 5900. Tako da to, lahko še kaj o tem poveš, tako, medkoronske. Zanimivo, da si to najdel. To je kar tako, na nekem članku. Ja, ampak drugač pa na tvoji stravi pač največ višincev, ki jih imaš. To sem se res, okej. Čisto pozabil na to. V bistvu to je bilo med korono, no. Takrat sem imel pač ful preveč cajta. Če zdaj nazaj pogledam, bi ta čas lahko ful bolj pametno izkoristil s tem, da bi se investiral v Bitcoin, recimo. To bilo ful pametno. Ampak jaz sem se pač s kolesom vozil preveč, ker sem imel ful cajta, tako kot sem že rekel, no. In nisem drugače imel namena Everestingi delati, sem pač rekel, da vidim, kolikrat mi rata, no. Tako da en dan sem se spravil na Rašico, se pravi, 500 metrov od moje hiše, do gasilnega doma. Itak, že štartal sem absolutno prepozen, če bi hotel cel Everesting delati. Po je bilo še baterija od pol metra prazna, sem šel še to domov zamenjati. Ja, pa tako, zdaj ne vem, če bi se lahko še enkrat to lotil. Takrat je pa kar šlo, no, samo pol je dneva zmanjkalo. Sicer okej, vseeno, da bi se izluškal, ne, ampak ja, no, ni zdaj, da bi se prav sekiral zaradi tega, ker zdaj mi pa Everesting ni ratal, no. Je pa dejstvo, da ful rata težko, se mi zdi, ker čez 4 ure prideš, a ne. Kaj imaš, ne vem, nekako, vsaj jaz sem imel v mislih, pač okej, Everesting 8848, ne. Da je 8000, ne? Da je 8000, okej, pa pol polovica, 4 ure, a ne, ja, ne, ni, a ne. Ni, a ne, to je še 4 rešice več, a ne. Una točka se mi zdi, da tam je bilo najtežji. Tako da ja, zaenkrat ne planiram kakšnega takega podviga. Ampak ja, nikoli pa ne veš, no. Ja, zdaj pri meni isto, ne veš, kaj si jaz spomnim. Mislim, so pa tudi hujše podvige, danes je ena punca delala Everesting peš na Šmarno gor. Ja, saj sem videl, mislim, to sem zasledil, ja, da je en dobrodelni Everesting. Ja, lahko več poveš o tem, če veš. Ja, ne, saj jaz sem šel samo malo pogledat. Znanka je to delala, ampak ja, mislim, da je opravila v 18 urah, kar je
mislim, da noro, Ja, to noro, je jaz zanj. mislim, da je noro dober čas, a ne, ke pa plus to, da pretekel vse en dol, moraš še zmeraj Teč, ja. Teč, ne gre tako hitro. zmeraj si na nogah, ne, na kolesu, ki si pač vse en za dol počivaš, ne pa pač ni tega. Ste v pravilih za tekaški Everesting, mislim, da lahko te tudi z avtom dol vozijo, lahko gre z gondolo dol, da se samo na gor šteje, oziroma lahko krog delaš, ne rabiš samo na isti klanc, pa dol. Tako da malo drugačna pravila so, ampak tisto, da greš pa peš, se mi pa vseeno zdi še malo težje. No. Ja, seveda, sej imamo enega prijatelja, ki ga je naredil na turnih smučkah. Oh, Ampak to je še vedno lažje, ko peš, se mi zdi. Nekaj gore še peš, Ja, ne na ja, smučkah. ja, pač smučke na ramenih, pa dol smučaš, ker je veliko lažje. ja, ampak vseeno, pa kaj, skozi te Na Viterancu. turne smučne, Ja. turne pancere na nogah, ali Ja. okay, mislim, še zmeraj, že vsak korak je to pa tako težen. mislim, Ja, ni- po Viterancu gore, da je strmo. Pa tudi ni tako. lahko. No. Ja, to. En kup takih podvigov obstaja. Ja, on je tudi na kolesu, to je meni en tak neverjeten. Na kolesu je poskusil tudi Everesting Aha. in sicer od vseh klancev na Šmarno gor. Oh, Ja, od vseh klancev na Šmarno gor. okay. Pa Ja. pač upam, da ne kakšno ne dela. Ker je absolutna gužva gor. Ja, lahko bi zdaj to pogledal, ampak se mi zdi, da nima smisla, ampak ni naredil pa zaradi težav. Jaz ne vem, ne mene. Nekih, meni se zdi, da je rit bolela. Pa prebava, pa take stvari je prišel na 7500, se mi zdi. Ja, na 7500. Kaj je na Šmarno, precej težko. Lahko bi si kakšen drug, tak, bolj spodoben klanc izbiral. Se drugače sem razmišljal, ker pa je najbolj primeren klanc za to. Ker načeloma zdaj, ok, odvisen, če napade zdaj neke slovenske rekorde, ne, je fajn, da je Staram, to je prvi del Krvavca bi jaz. Poleg Šentruške gora v bistvu iztrkali, ampak za dol pač ni. Ja. Najbolj ugodno sploh pol, ker si zmaten, pa že malo koncentracija popušča. Je tale Slovenka je delala, ne, Laura Šimenc, je Je delala delal, en zelo kratek klanc. Tako nič pa ful posebnega. staram, Ja, vem, ki je tam per Bašlu ali nekje tam gor. Ja, ja. tam in nor čas. Ja. Ja, jaz sem ga naredil dvakrat, ampak na Petrovo Brdo, če poznaš. Poznam. Ja, Kegor, pa en zdaj na Trnažerju. To sem pa videl. Ja, ampak to se ne šteje kot pravilen Everesting, ne, daleč od tega. Ampak nič ni bilo lažje za Ne, ni bilo lažje, še malo dolgo časa je trajalo. Ampak, ja, to, ja, se mi zdi, da, ampak za nek popolno hiter Everesting pa moja prvi del Krvavca, nekako. Ja. Imaš še ti kakšna... A zaključimo počasi ali še kaj? Ja, imaš še Ja, ti kakšno naprej. vprašanje? Ali ne? Jaz jih v bistvu nimam več. To mi je všeč. Če ne bi bil trener, kaj bi bil? Evo, to za zaključek. Ne, še eno bom A še eno, ja. ok, dobro. Če ne bi bil trener. Ja, jaz mogoče sem naredil napako, ker sem... Jaz sem bil res 100% v kolesarstvu in z ostale stvari me niti niso zanimale. Tako da mogoče tako zdaj mladim priporočam, da vseeno imajo neke druge interese, hobije, tudi kakšne take, ki niso s kolesarstvom povezani. Lig za to, a ne. Sicer res sem se na koncu vseeno pa znašel v športu, a ne, ampak da vseeno imajo neko stvar tudi, ki ni povezana s športom. Zdaj, če ne bi bil trener, bi najbrž bil učitelj športne vzgoje. Sicer tudi to me zdaj ne mika več toliko, kot me je včasih, ampak nekaj v zvezi s športom bi delal zdaj, ja, ne vem, kakšna organizacija dogodkov ali marketing, kakšne take stvari, no, bi najbrž delal. Kaj je najboljši nasvet, ki si ga kadarkoli dobil? Bom pa ti bod. Ne, to, ja, recimo, da je bil ta, ne, da pač, kolesarstvo je matranje, ni zdaj, ni krožek,
če hočeš karkoli doseči, ali moraš se pomatrati, ni druge. Je pa pač lep šport in če znaš pa v tem trpljenju še uživati zraven, pa še toliko bolj. Tako da, tak nasvet, ki sem si ga dala, mogoče najbolj zapomnil, če pomislim za nazaj. Kaj pa najslabši nasvet, ki si ga kadarkoli dobil? Recimo, da sem enkrat enega trenerja vprašal, kako naj bom boljši na klanc, pa mi je rekel, voz več klancov. Ja, In sem rekel, hvala. Hvala, ne. Ampak, ja, ni bilo to košali mišljeno, ampak je mislil kar resno. Ampak ja. Kaj bi bil pa najboljši nasvet, ki bi ga ti lahko dal gledalcem? Zdaj. Gledalcem kolesarjem ali nasplošno. Kolesarjem na splošno, karkoli. Da ne uživajo v športu, če so pač tekmovalci, da ne probajo, koliko jim nese, no, da ne vzamejo vsega toliko resno. Se pravi, da vseeno je to neka vrsta zabave, sploh za mlade, da rekreativni kolesarji ne pozabijo na svoje družine, na žene, otroke, če jih imajo, in čim več takih nekih grup rajdov sproščenih, da se ga na koncu nekaj dobrega pojesti. To je pa tudi zelo pomembno, ja, se strinjam. Ok, hvala, da si vzel čas še enkrat. Hvala vama za povabilo, fajn je bilo. Mogoče še kdaj ponovimo. Ja, vrhunsko. Hvala za ogled, da se vidimo naslednji torek.